Magister Tomaž Štefe, še direktor Zavoda za turizem in kulturo Kranj, odhajate. Kaj si štejete v teh 4 letih in pol za uspeh? Kako se je Kranj razvijal kot turistična destinacija in kaj želite Kranju v prihodnje? Ja, hvala. Za svoj osebni uspeh največji si štejem uvrstitev Kranja med 35 vodilnih slovenskih turističnih destinacij. To mislim, da je nek rezultat samega postavitve koncepta destinacijskega upravljanja v Kranju, promocijske strategije, oblikovanja razvoja turistične ponudbe in pa tudi prepričljivega komuniciranja z odločevalci takrat na STO in na MGRT, da so to prepoznali in da so Kranj vključili med vodilne slovenske turistične destinacije. Če povem z besedami članov sveta zavoda, ki je deloval večino časa mojega mandata, lahko rečemo, da so bili v tem času postavljeni temelji destinacijskega menedžmenta za Kranj oziroma temelji za upravljanje turistične destinacije Kranj. Turizem se je razvijal v Kranju že prej, turizem se bo razvijal še naprej, ampak uveljavljen je bil sodoben koncept destinacijskega menedžmenta, to pa je bilo v tem obdobju teh 4 let in pol. Kranj je prepoznaven in sooča se tudi v tej korona krizi z uspešnim turističnim delom. Ja, sigurno. Mi smo predvideli precej uspešno, kaj se bo dogajalo s krizo. Spremenili smo načine komuniciranja, spremenili smo turistično ponudbo, tudi vidimo priložnost v tem, da je to en čas za premislek, en čas za resetiranje in za postavitev nekih novih smernic in mislim, da se tukaj lahko kažejo tudi zametki bodočega razvoja za Kranj, kot je recimo to Prešerno poletje v Kranju. Torej, Kranj zapuščate in delo tukaj kot zelo uspešno. Ja, jaz sem prepričan, da je bilo delo zelo uspešno. Lahko ste videli tudi iz analitike, ki je bila predstavljena danes, da so se vsi kazalci turističnega razvoja Kranja v obdobju zadnjih 4-5 let podvojili. Povprečna letna rast, tako rekoč vseh kazalnikov, je bila 20-odstotna, kar mislim, da je izjemen rezultat. Tako da sigurno objektivno lahko ocenim, da je bilo delo v tem času v Kranju na področju turizma zelo uspešno. Seveda pa želim Kranju še zelo uspešen in zelo dober turistični razvoj v prihodnosti, kajti tudi, če sem rekel, da so bili zdaj postavljeni temelji, smo še daleč od hiše. Tako da je treba še veliko pravega dela, da se bo ta turistični razvoj nadgradil in da bo Kranj postal tudi zrela, trajnostna turistična destinacija. In zakaj naj turist obišče Kranj? Ja, razlogov ima kar veliko. Zato, ker je Kranj prestolnica slovenskih Alp, zato, ker ima Kranj avtentično, čarobno vzdušje, zato, ker smo Kranjčani še vedno Kranjčani, in tudi zato, ker ima v Kranju zelo zanimivo butično kulturno ponudbo, ker je samo korak stran že narava in ker lahko iz Kranja na vse zadnje odkriva celotno Gorenjsko in če želi, lahko iz Kranja odkriva tudi celotno Slovenijo. Srečno in hvala lepa za vaše delo. Hvala tudi vam.